Lepo pozdravljeni. Sem Katarina Gombot-Čeh, mlada raziskovalka na Centru za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici in avtorica 2 pesniških zbirk. Sem tudi urednica za poezijo pri literarni reviji November, ki izhaja pod okriljem Društva humanistov Goriške. Poezijo sem začela pisati že zelo zgodaj. Pravzaprav celo prej, kot sem sploh dobro vedela, kaj to je. Brusiti v pisanju sem se začela v času šolanja na gimnaziji, ko sem objavila tudi svoje prve pesmi. Deležna sem bila prvih pohval, pa tudi prvih kritik. Spoznala sem, da me večkrat pohvalijo tisti, ki zares ne berejo toliko poezije ali sploh ne, ali kakršne koli druge književnosti, medtem ko so bralci literature strožji in imajo višja pričakovanja. Ker se nisem želela zadovoljiti z malim, sem se podala na pot raziskovanja vprašanja dobre in slabe poezije. Zdaj, pri svojih 27 letih in po 2 pesniških zbirkah, vem, da odgovora na to, kaj je dobra oziroma kaj ni dobra poezija, ne poznam. A zdi se mi, da obstaja nekakšna povezanost med intuicijo na eni strani in veščino na drugi strani. Za osvojitev obojega pa je treba začeti pri nečem, kar se pravzaprav ponuja kar samo. To je seveda branje poezije. Zakaj? Da se nam razvije nekakšen intuitivni občutek za dobro, morda z drugo besedo prepričljivo v poeziji, je širjenje spektra poezije, bralnega spektra poezije, nujno. Sama vedno svetujem posegati tako po tistem, kar nam je blizu, kar nas nagovarja, kar nam je mogoče malo bolj preprosto rečeno všeč, kot tudi po tistem, kar nas morda odbija, kar nam je tuje, kar nam ni všeč. Zakaj ne bi brali samo tistega, kar nam je všeč? Poskusite naslednji eksperiment. Z domačega kavča si oglejte kakšen film, ki je v prejšnjem ali pa mogoče v letu pred letom 2020 dobil kakšno nagrado. Mogoče bil na kakšnem festivalu filmskem. Ni važno, da vas opis filma prepriča, samo izberite neki film. Ko si ga boste ogledali, dobro premislite, kaj mi je bilo dobro in kaj ne. In ko najdete tisto, če najdete kaj seveda, kar vam ni bilo všeč, si postavite bistveno vprašanje. Zakaj ne? Enako lahko naredite seveda tudi za tisto, kar vam je bilo všeč, kar vas je prepričalo, pritegnilo, nagovorilo. Zakaj ne je? Zakaj? Šele z jasnim opredeljevanjem do tega, kaj nam je v nečem všeč, kaj nas nagovori, si pravzaprav ustvarjamo okus. In moje mnenje je, da je pravzaprav ta bistven za komunikacijo s katerokoli umetnostjo. Tako, to smo sedaj razčistili, zdaj pa naslednje vprašanje, morda negotovost. Zaključujete svoje
gimnazijsko izobraževanje, srednješolsko izobraževanje in kmalu ne bo več treba brati knjig za domače branje. Seveda, če se boste odločili za študij književnosti, boste dobili svoje sezname literature, ampak nič za to. Še vedno vam bo ostalo dovolj časa, da boste lahko več brali tistega, kar vas bolj zanima. In pri tem se morda porodi vprašanje, kje začeti z iskanjem dobre poezije? Tudi zdaj, v trenutkih, ko so knjižnice in knjigarne zaprte, je to mogoče. Pred seboj vidite nekaj predlogov, kjer lahko do dobre poezije dostopate po lahki poti. Naprimer, na spletni strani revije Literatura, na istoimensko revijo se lahko tudi naročite, na spletni strani Koridor, križišča umetnosti, pod zavihkom Literatura, na spletni strani revije Mladina, kjer vsako nedeljo v rubriki Nedeljska poezija delijo po eno pesem uveljavljenega slovenskega avtorja oziroma avtorice. Postanete lahko tudi naročniki že omenjene revije Literatura. Lahko poiščete tudi kakšno drugo literarno revijo. V Sloveniji jih namreč izhaja precej, med drugim tudi že omenjena literarna revija November, pri kateri sodelujem kot urednica za poezijo. V spletnih knjigarnah in v knjižnicah, ki imajo omogočeno izposojo, lahko poiščete, če ste začetniki v branju poezije, naprimer antologijske zbirke poezije, kot so naprimer komadi, drugi komadi in nezbrani komadi, ki imajo na enem mestu zbrane odlične pesmi, nič veliko neke zatežene poezije, ampak res take pesmi, ki vas takoj pritegnejo in si jih želite večkrat prebrati. Če vas zanima tuja lirika, po naprimer posameznih avtorjih, pa predlagam odlično zbirko Nova lirika, ki izhaja v okviru Mladinske knjige. Pomislili boste, saj lahko poezijo najdem tudi kje drugje, naprimer na kakšnem socialnem omrežju. Do tega bomo še prišli. Zdaj pa vam bom povedala, da za vse zgoraj našteto, za vso poezijo, ki je objavljena na teh ali drugačnih kanalih, lahko potrdim, da je šla skozi vsaj en uredniški pregled. Preden je bila pesem objavljena, jo je prebralo in pretreslo več ljudi, recimo avtor sam, urednik, lektor, morda prevajalec, če je prevedena, in seveda še kdo. Skratka, cela četa ljudi, preden je bila pesem dejansko objavljena. Zakaj je to pomembno? Pri pisanju katerekoli književnosti nas pogosto ovira naš notranji svet, ki je večinoma drugim težko dostopen. Tega si v poeziji oziroma književnosti ne želimo, da bi bili nedostopni. Želimo si, da to, kar mi beremo in tudi kar pišemo, prinaša nekakšno univerzalno občutje, o katerem lahko spregovorimo. Švicarski filozof in pisatelj Alain de Botton je v knjigi Šola življenja o umetnosti zapisal naslednje. Novels, films and songs should constantly be defying and evoking states of mind we thought we were alone in experiencing, but that belong to the typical lot of humankind. Pri pisanju o univerzalnih občutjih pa se lahko zgodi nekaj, česar načeloma nočemo. Zelo hitro lahko zapademo v klišeje, površne, splošne resnice,
smo avtorji pesmi, ki jih bralec hitro in preprosto procesira, z njim pa ne ostanejo za dolgo in mu tudi ne nudijo nekega posebnega estetskega učinka. To danes pravzaprav ni nič posebnega. Že prej sem na primer omenjala Instagram. Na njem vsakodnevno vznikajo pesniški profili, ki v svoji redkobesednosti sledijo slogu prve pomembnejše avtorice, pesnice, ki se je formirala na Instagramu. Najbrž jo poznate, morda ste celo brali njene knjige. To je Rupi Kaur, kanadska pesnica indijskih korenin, ki je do zdaj izdala 3 pesniške zbirke. O tem fenomenu, torej fenomenu poezije, ki vznika na Instagramu, je novinarka Lara Pavković nedavno objavila članek v Mladini, v katerem povzema besede britanskega novinarja Andrewa Lloyda, ki trdi naslednje. Minili so časi epskih pesnitev v 15.000 vrsticah, zdaj so in napihnjeni citati in bliskovito napisani kupleti. To so pravzaprav pesmi, ki jih lahko preberemo in razumemo v kratkem času scrollanja po Instagramu. Pavković ugotavlja še, da te lahko napiše praktično vsak, tako da razlomi en poetično zveneč stavek v več verzov. Nekaj takega recimo vidite pred seboj, to je ena od pesmi. Pravzaprav je tak način pisanja in komuniciranja z bralci danes nekaj zelo razumljivega. Vemo, da je stopiti v stik s bralcem, ki je dnevno bombardiran z goro nekih informacij in je nenehno povezan s spletom, pravzaprav najbolj preprosto prav preko socialnih omrežij, preko nekih spletnih objav. K temu spadajo tudi recimo tiste spletne strani, ki sem jih že prej nekako nakazala, pa tudi z nekimi verzi, ki ne zahtevajo pretiranega razmisleka in pretresanja. Po eni strani ima seveda britanski novinar, ki pravi, da so minili časi epskih pesnitev v 15.000 vrsticah, prav. Kljub tej formi pa sledi seveda tudi nekakšna povednost. To, kar smo prej želeli povedati v toliko več vrsticah, se mora zdaj izraziti na krajši način. Zato je takšno pisanje logičen trend v sodobni družbi, s katerim ni pravzaprav nič narobe. Lepo je, da poezija na tak način dosega veliko ljudi. Morda se je na tem mestu smiselno vprašati, ali nas je kot bralce takšna poezija zares zadovoljila oziroma nam je, bomo rekli temu, potešila željo po tem, da bi bili v stiku z dobro in kvalitetno literaturo, o kateri lahko razpravljamo. Po drugi strani pa se kot avtorji lahko vprašamo, kaj je namen mojega pisanja. Gre za nabiranje lajkov in sledilcev ali delam to iz nekega drugega vzgiba. Tisti, ki vas zanima malo več od teh krajših pesmi, lahko poslušate naprej, ker si bomo zastavili vprašanje, kako preseči suhoparno nizanje čustev in besed v poeziji. Žal ali pa morda ne žal, je namreč to pogosta značilnost avtorjev, ki šele začenjajo pisati. Tudi recimo jaz sama večkrat zapadem v neželeno patetiko.
mogoče preveč splošno opisovanje nekih občutij in tako dalje. Tukaj pa pride na vrsto tisto, kar sem omenila prej, in sicer veščina. Za osvojitev vsaj enega delčka te veščine bomo poskusili z naslednjo vajo. Ta nas bo morda pripeljala do nekaterih spoznanj. Oglejte si naslednje besede, ki jih vidite pred seboj. Bolečina, srce, ljubezen, duša, upanje, tesnoba, starost, otopelost. Če niste ravno romantiki po duši, verjetno zdajle že zavijate z očmi. Pa vseeno, to so nekako pogoste ideje v poeziji. Zdaj pa, ko imate te besede pred seboj, vsak naj pri sebi dobro premisli, kaj pomenijo te besede zame. Naprimer, kaj je zame bolečina? Kaj je zame upanje? Takoj bomo opazili, da jih težko opišemo. Začenjamo z nekimi abstraktnimi mislimi in ugotavljamo, da v bistvu ničesar zares ne povemo. Naslednje vprašanje je, kaj te besede pomenijo nekomu drugemu? Recimo, če nekoga drugega vprašam, kaj zate pomeni ljubezen ali pa otopelost? Ali jih bo opisal z istimi besedami kot jaz? Opisi bi si bili, lahko seveda poskusite po tem predavanju, verjetno nekoliko podobni. Opisali pa bi jih z nekako nekimi abstraktnimi idejami, besedami, predstavami. In kljub temu še vedno ne bi znali povsem uloviti pomena teh besed in bi se glede česa morda celo ne strinjali. Recimo, za nekoga je duša nekaj povsem drugega kot za nekoga drugega. Za nekoga duša je, za nekoga drugega ne obstaja. In tako naprej. Nato si oglejmo naslednje besede. Žuli, mišica, postelja, ocean, pomlad, kletka, gube, zima. Kaj predstavljajo te besede, je dosti bolj jasno kot prej. In o opisih bi se vsi bolj ali manj strinjali. Predvsem bi jih opisali z bolj konkretnimi pojmi. Prav v tem se razlikujejo od zgornjih besed, so dosti bolj konkretne in predstavljajo dejanske predmete ali neke pojme, recimo pomlad, zima, ki jih tako ali drugače vsi poznamo. Tukaj se recimo ne bi toliko prerekali o tem, ali ocean zares obstaja ali ne. Poskusimo zdaj prvi niz besed povezati z nizom drugih besed. Takoj boste opazili, da so te moje ideje pravzaprav zelo preproste, zelo vsakdanje, mogoče celo nekoliko klišejske, ampak to je pravzaprav samo za namen te vaje. Prepričana sem, da se vi lahko z domišljijo dokopljete do drugih mogoče boljših zamisli. Lahko tudi to poskusite. Kaj pravzaprav je namen te vaje, če primerjamo med seboj prvi in drugi stolpec? Ugotavljamo, da lahko med univerzalnimi, a zelo nedorečenimi pojmi na eni strani in konkretnimi podobami, ki so na neki način tudi univerzalne, ampak če bi jih zdaj vi recimo delali, da bi iskali svoje besede za prvi niz besed, pa bi bili drugačni, bolj mogoče zanimivi. Med tema dvema stolpcoma lahko najdemo nekakšno povezavo.
In ta povezava je način, kako bi jih lahko v pesmi opisali. To ne pomeni, da v pesmih ne moremo najti besed, kot so recimo starost, pa srce, upanje. Ampak običajno pri že, recimo temu izdelani poeziji, če najdemo te besede, so postavljene v zelo jasen kontekst. Predstavljajo le nek del povedanega, medtem ko je celota pesmi tista, ki z ustreznimi podobami, z nekim ustvarjanjem atmosfere, prinaša celo sliko. Še en primer bomo vzeli iz filmskega sveta, da nekoliko bolj razčistimo povedano. Primerjajmo med seboj besedno zvezo zlomljeno srce in naslov španskega filma Zlomljeni objemi. V obeh besednih zvezah je zlomljenost zanimiva in konkretna, a vidimo, da če ji dodamo nek konkretni pojem, recimo objem, iz tega pravzaprav dobimo neko abstraktno podobo. Besedama pa dodamo globlji pomen. Recimo, vprašajte se, kaj bi lahko bili ti zlomljeni objemi? O čem govori film, ki nosi naslov Zlomljeni objemi? In odpre se nam pravzaprav cela paleta nekih dogodkov, vprašanj in tako naprej. S konkretnimi podobami v poeziji torej ustvarjamo nekakšno intimnejšo atmosfero in se rešujemo klišejskih podob ter obrabljenih metafor. Recimo zlomljeno srce je ena taka metafora. Ne glede na temo, o kateri pravzaprav pišemo. Ne moremo govoriti o poeziji, če ne beremo poezije. Zato si oglejmo naslednjo pesem. Gre za pesem slovenskega pesnika, pisatelja, esejista in zdravnika Alojza Ihana z naslovom Iskanje. Prisluhnimo ji. Iskanje. Vsak dan enaki dogodki. Pogledaš v omaro in nato v hladilnik. Prebrskaš jutranji časopis in za vsak slučaj odpreš še mesno konzervo, odideš v garažo in zlezeš v avtomobil. Nato hodiš po mestu in odpiraš steklena vrata. Tipaš med vrečkami sadnih koncentratov in med tetrapaki. Nazadnje se utrujen vrneš domov in spet pregleduješ omare, sobe, hladilnik in celo ko iz radovednosti odpreš že 3. steklenico piva, še vedno ne veš, kaj pravzaprav tako vztrajno iščeš. Naslov pesmi je, kot vidimo, abstrakten. K misli o večnem iskanju človeka se pesnik vrne šele na koncu pesmi. Vprašajmo se, s kakšnimi podobami ponazarja to iskanje? Seveda, gre za oprijemljive konkretne podobe, kot so na primer brskanje po omari in hladilniku, odpiranje vrat in tako naprej. S temi dejanji pesnik ponazarja univerzalno človeško izkušnjo. Obenem pa ne izgublja časa z nizanjem nekakšnih abstraktnih podob. Upam, da se boste z menoj strinjali, da je takšen prijem zelo učinkovit. Današnji pogovor
bomo končali še z eno vajo, ki vas bo spodbudila, da o poeziji razmišljate tudi potem, ko bo ta video končan. In sicer, s čim bolj konkretnimi podobami opišite pojme, ki jih vidite pred seboj. Odraščanje, prihodnost, spomin, prijateljstvo, študij, osamljenost, dom. Hitro si jih nekam prepišite in naredite, kar piše spodaj. Iz povezave, ki bo nastala med abstraktnimi in konkretnimi pojmi, poskusite ustvariti pesem. Želim vam veliko ustvarjalnega zagona in seveda uspešen začetek študija.